Tesla stock je zadnje čase kar hot topic in dosti upravičeno, zato ker je stock padel na 150, kar je najnižja točka od novembra leta 2020. Stock je od najvišje točke down 64% in samo v mesecu decembru je Tesla down 22%. Dajmo si pogledati te težave od Tesle, zato ker ima Tesla trenutno kar nekaj težav. In ja, v bistvu v tem videu vam bom povedal, kaj so te težave, zakaj je stock tako slabo performa. Preden gremo pa v video, pa bi rad vas še spomnil, da je Mac giveaway še vedno na najnem Instagramu. Imate link v bio, gor vse piše. In pa joinite se še na Discord server. Noter je že zelo veliko folka, ki se pogovarjajo o financah več ali manj vsak dan. Po mojem mnenju največji problem, ki ga ima trenutno Tesla, je Elon Musk, Teslin CEO. Odkar je Elon Musk kupil Twitter, je Tesla stock down 33%. No in prvi razlog za to je v bistvu, ker je Elon za nakup Twitterja rabo prodati zelo veliko Tesla stocka. Elon je povedal, da je prodal ta stock, povedal je tudi, da bo financiral Twitter z Tesla stockom, zato ker Twitter ni profitable company, se pravi, rab nek cash, da pač deluje, in Elon je openly povedal, da bo to financiral z Tesla stockom, če bo treba. In ja, to seveda investorjem ni bilo všeč, ni lih najboljš, če CEO prodaja zelo veliko stocka. In zaradi tega je prišlo pol do velikih strahov in tudi drug folk je pol začel selati in to pol v bistvu naredi ta momentum, da stock toliko pada, kakor je recimo Tesla v zadnjih časih. No in veliko ljudem tudi ni bil všeč ta Elonov pristop do seljenja. Na zadnjem earnings callu je Elon v bistvu ful optimističen, je rekel, da pričakuje, da bo imela Tesla market cap večji od Appla in Saudi Aramco combined, se pravi več kot 5 trilijonov, da bo vredna Tesla, in je takoj zatem pol prodal Tesla shares, mislim, da 3 milijarde dolarjev Tesla sharesov. No in odkar je Elon nakupil Twitter, v bistvu tudi objavlja zelo take provokativne tweete, ki so dosti politično usmerjeni proti levi strani. Elon zelo podpira ta free speech. Ja, mogoče bi se mogel malo umiriti s temi tweeti. Recimo, eden izmed teh tweetov, ki je dobil več kot 1 milijon lajkov, je bil usmerjen proti temu predsedniku Ameriškega instituta za bolezni, tako kot imamo kle na IAZ, pač za COVID. Ja, v glavnem, Elon je postal en zelo offensive tweet proti temu Dr. Fauciju in zelo veliko folku to ni bilo všeč. In tudi Bela hiša je recimo rekla, da so te komentarji zelo nevarni osebni napadi Elon Muska. No in to vse, kar v bistvu dela Elon Musk, daje slabo luč na Teslo in na Twitter. Recimo na Twitterju je 80% podjetij, ki so prej oglaševali na Twitterju, nehali ravno zaradi teh komentarjev Elon Muska, ker nočejo biti associated z njim. In to je valjda slabo za Twitter profitability in posledično slabo za Tesla stock, ker je Elon rekel, da bo financiral Twitter z tem stockom. No in Tesla je bila predtem kar dosti priljubljena pri bolj levo usmerjenih ljudeh in od zdaj teh komentarjev Elon Muska se pa v bistvu to dosti obrača in tudi oni se obračajo proti Tesli. In ja, Tesla brand ima zdaj zelo slabo luč in v medijih in v javnosti. Ko se to dogaja, pol tudi večji institutioni, neki hedge fundi, banke nočejo investirati v Teslo, zato da v bistvu ne bojo pač politično sporni. Ja. No na Teslo pa valjda tako kot na druga podjetja letos slabo vplivajo tudi razmere v ekonomiji. Tukaj ne pomaga, da Tesla že več let ni prišla ven z novim modelom. Letos so spet delayali Cybertruck production. Cybertruck je bil announcen že 2019, so pokazali kao prototip in takrat so rekli, da bojo začeli produkcijo v letu 2021 in so zdaj že dvakrat prestavili. No in tudi nasplošno se Tesla demand dosti upočasnjuje. Recimo vi ste še lani, če ste hoteli kupiti Teslo, ste morali na full modelov, recimo na S pa X model ste mogli čakati tudi po 1 let, naprimer
pa tudi za Model 3, Model Y se mogli čakati tako kar dosti časa, ne vem, pol leta recimo. Če greste pa recimo zdaj na Tesla website, pa lahko več ali manj kjerokoli vozilo dobite v roku enega meseca. V večini lokacij pa je tudi neka zaloga Model 3 pa Model Y, se pravi, da ga lahko dobite čisto tako, ja, ne. Tako da Tesla demand se upočasnjuje in tukaj pol pridemo v bistvu do vprašanja, a lahko sploh Tesla growa toliko, kakor ljudje pričakujejo. Recimo Elon Musk je na zadnjem earnings callu rekel, da je on siguren, da bo Tesla growala 50 ali pa mogoče celo 60% na leto. In ja, meni se zdi to čisto nemogoče, ampak recimo tudi analisti pričakujejo 40% na leto, zdaj za naslednje leto. Ampak ja, mene v bistvu malo skrbi, da če se bo demand še naprej upočasnjeval, kar je dosti likely, sploh če bo ekonomija še slabša v letu 2024, kot je zdaj, če bo nek recession, pol bo valjda manjši demand za Teslo. In ja, zaradi tega se zna zgoditi, da bo Tesla kar slabo performala tudi še v letu 2023 in da zna padati še več. Tako da ja, ne narobe razumeti, Tesla se meni zdi še vedno fenomenalno podjetje, avti so isto res dobri, tako da tukaj nič narobe, ampak kar se pa tiče valuationa in pa zdaj vseh teh težav, nas pa v bistvu mogoče čaka kar slabo obdobje za Tesla, zdaj naslednjih, ne vem, pol leta, eno leto. In ja, to ne pomeni, da Tesla na dolgi rok ni dobro podjetje in probably bom tudi jaz takrat, ko se mi bo zdaj valuation od Tesle malo boljši, kakor je zdaj, tudi v bistvu razmišljal na kupu Tesle. Jaz bi rad ownal Tesla stock, ampak ja, za enkrat mi je še predrag. To je bilo v bistvu to za ta video, hotel sem samo povedati te težave Tesle, pa zakaj Tesla toliko dropa. Če bi pa radi, da naredim bolj tako analizo na Teslo, pa mogoče nek target price, kje bi jo jaz kupil, koliko se mi zdi vreden, koliko se mi zdi fair vrednost Tesla stocka, pa napišite v komentarja, pa lajkite, ne vem. Ja, to je to. Se vidimo v naslednjem videu.